Naša dva mini avtobuska, torej Domžalčka, sta več kot uspešna. V enem mesecu je bilo pripeljano več kot 500 uporabnikov. Na 16 postajališčih se lahko srečate. Je pa res, da je mnogo pobud in predlogov, da bi razširili postajališča, da bi mini avtobus oziroma Domžalček vozil tudi iz širšega območja Domžal. Do teh predlogov se bomo opredelili v bodoče. Moramo pa vsi vedeti, da doseg ali pa domet tega električnega Domžalčka je približno 100 km. Tako da vse to bomo mogli vzeti v obzir in se seveda potem skupaj odločiti, kako naprej, oziroma ali bomo mrežo potem tudi širili izven Domžal. Se strinjam z občanko oziroma občanom, da je tovrstni del obvoznice Želodnik-Vodice več kot prepotrebna. Tako da smo v začetku meseca maja dobili odgovor strani Darsa, da bodo ponovno umestili v svoj proračun za leto 2026. Nadaljujemo pa seveda z dogovori tudi s pristojnim ministrstvom za infrastrukturo, tako da se bomo skupaj potrudili, da se uvrsti nazaj v državni proračun in da res intenzivno nadaljujemo s projektom bodoče izgradnje Želodnik-Vodice, torej ta del obvoznice. Dela na skateparku se počasi zaključujejo, tako da dobiva tale naš sodobni park že končno obliko, pa vendar vse bodoče uporabnike pozivamo, naj ga ne uporabljajo, dokler ne dobimo uporabnega dovoljenja. Upam, da to že v prvi polovici junija. Uradna velika svečano dogodek in odprtje bo pa konec meseca avgusta. Park Martina Krpana bo bogatejši še za eno pridobitev, in sicer zdaj smo oddali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja za most čez Kamniško Bistrico, tako da bomo povezali ta del z Parkom Martina Krpana in še ena res pomembna pridobitev, tako da bo park še bolj zaživel.